Spoštovane, spoštovani, le še nekaj minut nas loči od začetka nedeljskega programa v 15. krogu prve lige Telemach Slovenija, ki se začenja v Spodnji Šiški v Ljubljani, na Žaku Bravo gosti Radomlje. S tekom velika pljuča ima Jakoslav Stankovič in ja, to je kar hud hendikep, torej za Bravo, na drugi strani podobno seveda velja za goste, ki vodijo. Nuhanovič po podaji Šošića že ob koncu prve minute. Kakšen začetek v Šišenskem športnem parku, česa boljšega si mlinarji pravzaprav sploh ne bi mogli želeti. Nuhanovič, drugi gol v sezoni, še drugi krog zapored se je znašel med strelci. Šošić pa je prispeval svojo drugo asistenco v tej sezoni. Takole, Kukovec do Šošića, Šošić je prodrl, potem pa podal, Nuhanovič pa z kakšnih 20 metrov. Vokić. Orbanič je posredoval to, da potem priložnost za Koruna. Tule odbita žoga še do Markoviča, strel Stipa Markoviča pa prek vrat. Tole pa bo zdaj priložnost za Kukovca. Kukovec je sam, odlično, Matija Orbanič. Prpiča, teda žoga je predal v nogi Španringu. Španring zdaj preigrava, Španring strelja, obramba Baša, odbil je žogo. Žoga presenetila v kazenskem prostoru nasprotnika. Tule je Šošić, nova priložnost za mlinarje. Spet brez težav v obrambi mlinarji. Odbita žoga do Španringa. Španring in Baš odbija v kot. Trdin je zapravil žogo in zdaj Anlandu pelje proti napad Radomel. Obramba Brava še ni postavljena. Kukovec, Anlandu, Kukovec! 2-0 in mislim, da je zgodba za Bravo končana. Nino Kukovec po krasnem protinapadu in dvojni podaji z Anlandujem. 2-0 za Radomljane, ki bodo očitno ponovno slavili v Spodnji Šiški. Takole, dvojna podaja, Kukovec Anlandu. Aleš Arnolj po porazu proti Radomljam je delovala, kot da nekako ni bilo tiste prave energije v ekipi. Kako ste vi videli celoten potek srečanja? Ja, se strinjam. V bistvu ključno je bilo to, da smo današnjo tekmo na koncu lahko vidimo na težkem igrišču v bistvu bili energetsko preslavi, pa zdaj, ker rečem energetsko, to pomeni, da nasprotnik je bil boljši v skoku, v drugih žogah, v vseh teh duelih, ki jih je bilo veliko, zaradi podlage takšne, ki je bila v vseh teh duelih, so prihajali kot zmagovalci ali pa vsaj v veliki večini. Kljub temu pa zgodaj prejet zadetek, morda malce nesrečno, ampak že prvih 25 minut smo nakazali, da nam manjka temeljna usmeritev proti golu. Odlični smo bili v kombinatoriki, dokler je bilo še igrišče dobro. Prihajali smo odlične situacije, ampak ni nas zanimal gol, ni nas zanimal zaključek in preprosto na mesto, da bi zaključili na gol, smo prihajali z igro nazaj do centralnih branilcev. To je tisto, kar ne želimo. Nasprotnika nismo postavili dovolj v stres. Ključno pa, da tudi v drugem delu, ko smo poskušali mogoče malo bolj na silo, ko se res ni dal več na drug način, pa je bil nasprotnik boljši v osnovah. Če rečem, tretja slaba tekma odigrana v tej sezoni, od mislim, da zdaj 15, tretja slaba tekma odigrana in če bomo to razmerje držali, da bomo 5krat se predstavili v dobri luči, pa potem enkrat v slabi, bo za mlado ekipo to zadovoljivo. Že v petek vas čaka tekma proti Aluminiju. Je sicer časa, ni cel teden, ampak kljub temu ne prihaja tekma proti Aluminiju prehitro.
Ma ne, jaz mislim, da ne, da sigurno je bilo optimalno, da bi imeli cel teden, ampak ključno je, da spet, tako kot smo na prejšnjih tekmah ali pa v prejšnjih slabo odigranih tekmah odlično reagirali. To bo najbolj pomembno proti Aluminiju, da spet reagiramo odlično in da smo spet v teh osnovah, ki so danes pač ključne v nogometni igri, da smo v tem spet zelo dobri. Oliver Bogatinov, Radomlje ne poznajo poraza že vse od konca meseca septembra in tako dobro ste nadaljevali v nov mesec, torej v novembru. Premagali ste Bravo, ugotavljala sva že pred tekmo, da bo težko igrišče, bilo je težko igrišče, ampak po hitrem zadetku je delovalo, da ste skoraj celotno tekmo kontrolirali. Kako ste videli srečanje proti Bravo? Ja, čestitke fantom najprej. Težko igrišče, zelo hitra adaptacija, mogoče hitreje kot sem sam pričakoval, da se bomo znali prilagoditi. Ta hiter zadetek nam je pa pomagal v tej meri, da smo lažje potem to pas igro ali pa neko igro kratkih pasov tudi na tem težkem igrišču poskušali vseeno igrati in s tem iskali svoje priložnosti, istočasno umirali nasprotnika od nekega pritiska, tako da tudi drugi gol mislim, da je prišel dokaj zasluženo, potem ekipa je že končal tekmo. Vas je nasprotnik je presenetil, da je relativno malo želel igrati proti golu oziroma da ste vse njihove nekako priložnosti, ki so si jih ustvarili, znali zaustaviti oziroma anulirali? Bravo, to jaz čestitam za vse, kar je dosegel. To meni do tega trenutka ne samo, da imajo veliko točk osvojenih, ampak tudi te točke so si zaslužili z igrami na igrišču. Tisto njihovo glavno idejo mislim, da nam je uspelo danes zaustaviti in igrišče pa ni dopuščalo nekih drugih, tretjih, četrtih variacij tega nogometa, tako da danes nogomet mogoče ni bil toliko lep, ampak mi smo pa veseli zmage vseeno. Če pogledamo še samo na lestvico, sedaj ste se kar odlepili od zadnjih treh, tudi v tem pogledu je tale zmaga zelo, zelo dobrodošla za vas. Izredno pomembna zmaga in še bolj pomembna tekma je naša naslednja tekma, doma gostimo Rogaško pred reprezentančno pauzo in naš fokus je samo še ne samo še, ampak je že usmerjen v delo za naslednji teden. Mark Spangenring, takole po tekmi proti Radomljam, ki ste izgubili z 0:2, je delovalo, kot da ni bilo neke prave energije. Kako ste vi videli celotno tekmo? Ja, še ena slaba tekma za nami. Ni nas zanimal gol, nismo zaključevali napadov, slabo prihajalo v priložnosti. Radomlje pa izkoristili tisto, kar so imeli in pa še en poraz. Videli smo igrišče, je bilo sicer na oko lepo, ampak potem, ko ste začeli, je bilo precej mokro. Delovalo je, kot da se prvih 30 minut niste nekako prilagodili igri. Kako ste videli teh prvih 30 minut? Ja, verjetno bi mogli več probati z aktivnimi žogami, tako kot so to Radomlje, in biti usmerjeni naprej. No. Tako da nič, glave gor, gremo naprej. Ni to nič slabega, iz tega se bomo nekaj naučili, tako da to je to. Nino Kukovec, iskrene čestitke za najprej tale gol, pa če pogledamo celoten teden, čestitke za vse 3 gole, ki ste jih dosegli v tem tednu, 2 v pokalu, enega sedaj proti Bravu. Kot napadalec vam je verjetno ta teden kar všeč. Ja, mislim, kot napadalec seveda mi je všeč, vsak napadalec si želi pač največ golov v svoji karieri in pač v bistvu to je delo napadalca, da mora zadevati gole in pač ta teden sem dal kar z zadovoljnim vtisom. Kako pa ste videli celotno tekmo proti Bravu? Zadeli ste takoj v prvi minuti, na to pa je delovalo, da ste kontrolirali celotno srečanje. Ja, zadetek smo dali kar zgodaj v zgodnih minutah, ampak polomest smo nekako obdržali tisto 1-0 rezultat, ampak želeli smo si zmago, ker je v bistvu to zmago moramo imeti, da nekako v prvenstvu se dvignemo gor in pač mogli smo zmagati to tekmo in do konca z zmago in to je to. Od konca septembra praktično ne izgubite, verjetno je vzdušje zaradi tega v ekipi dobro. Kako se počutite vi v Radomljah? Jaz čudovito. Mislim, Radomelj klub mi je dalo vse, v bistvu ekipa je super,
stav je super, jaz nimam nobenih pripomb za njih, pač res brez nobenih, kako naj rečem. Vse je super, lahko rečem, ni nič, da bi bilo narobe.